Zakladi naše dediščine. Zakladi naše dediščine. Zakladi naše dediščine. Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, posebej vam, ljubiteljem kulturne dediščine. No, ko smo lani ob okrogli obletnici delovanja Radia na Brezjah slavili jubilej skupaj s poslušalci, smo se razveselili tudi nekaterih, ki so bili oblečeni v narodne noše. S tem so naše celotno praznično srečanje dvignili na nek višji nacionalni nivo. Slovenska narodna noša ima lepo zgodovino. Z razvojem v 19. stoletju se je močno spreminjala. Bogastvo oblačilne dediščine lahko spoznamo in občudujemo tudi na dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku, na največjem etnološkem dogodku v Sloveniji. Festival je britanski časopis Guardian uvrstil med 20 najboljših tradicionalnih prireditev v Evropi. Festival je namenjen oblačilni dediščini, ki je pogosto kar prezrt del zgodovine. Vse manj je tudi skrinj ali domov, kjer še imajo narodne noše. Lahko pa smo bolj pozitivni in se razveselimo vsakega mladeža, ki je preoblečen v narodno nošo in jo s ponosom nosi. Letošnji festival narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku ali dnevi narodnih noš bodo drugi konec tedna v septembru. Zdaj pa skočimo nazaj na naše lansko jubilejno srečanje na Brezjah, ko sta prišla dva izmed naših zvestih v narodnih nošah. Gospa Marija in Franc Sedelšak iz Korp sta prišla tudi na naše praznovanje. Zelo sta vidna, izstopata, ker sta prišla v narodnih nošah. Najprej iskrene čestitke za to. Od kod odločitev? Ja, midva že hodiva 42 let v nošah, da vse nove maše, kar je le možno, in tudi take prireditve, ki se mi zdi, da iz srca pokažem, kako bi rekla, slovenstvo, ker to je, noša je del slovenstva, ne? In meni je zelo lepo, pa še ena stvar je, recimo, ni mi treba študirati, kaj naj oblečem za take velike praznike. Je pa še praktično, ampak kako se počutite v noši? Fino, dobro, zato se pa rada oblečeva. Je veličastno, človeka napolni, ni vseeno, kaj ima na sebi? Ne, moraš biti tudi urejen, recimo, zlikan kot je treba, kako naj rečem, pa naj bo vroče ali pa mraz, vse da se prenesti. Pa ima vendarle kakšno pravilo nošenje narodne noše? Kako se postavljamo, kako se gibljemo? Je kakšen bonton, so kakšna pravila, kako nastopati, se v javnosti kazati v noši? Ja, jaz zdaj porajam veliko ljudi, ki imajo noše, ampak bom rekla, da so zelo oblečeno površno. Odprte, recimo, srajce, da se vidijo ne preveč lepo, no. Ni to lepo, ni to. Ma svoj, kako ne rečem, pravila, ja. Je treba to vzeti zares? Spoštovati je treba to. Tako, mora vsak, jaz pravim, poleti gremo na nove maše. Župniki, recimo, so oblečeni, kot morajo biti. Noše smo tudi tako, naj bi bile tako oblečene. Marsikdo je resnično površno in to me zelo žalosti. Zato sta pa nam dragocen in drag zgled. Samo še to mi povete, gospa Marija, kaj imate pa v cekarju? V cekarju pa danes nimam šopka, zaradi tega, ker sem prinesla sladice. Ja, hvala, verjetno ste s tem razveselili naše prijatelje in res so polne in obložene mize. A sta si kaj privoščila? Ja, malo sva se, malo pa še bova. Tako, gremo skupaj. Hvala vama. Hvala tudi vam, pa srečno še naprej. Sva prijatelja že od vsega začetka, ker je moj, kako ne rečem, moj začetek poslušanja Radia Ognjišče je bil tako naključno, ker v našem kraju ni nobenega, bi rekla, da bi kdo to kaj povedal. Na kar sem jaz rekla hčerki Moniki, daj mi že ta radio nekam drgam prestal. In v tistem momentu je gospod Trstenjak rekel, posebno obvestilo.
Jaz ušesa napnem, kakšno bo posebno obvestilo, kaj bo. Tega in tega dne se bo začel na radiju na frekvenci 104,5 oddajati program Radia Ognjišče. No, vidite, 30 let je zdaj od tega in še vedno smo skupaj. Tako. Rada se udeleživa takih stvari. Velikokrat sva bila na vaših počitnicah. Čudovito, čudovito. Marija in Franc Sedlšak, najlepša hvala, pa srečno do Korb, sicer smo pa povezani prek radija. Srečno! Srečno tudi vam. Hvala. Slišali ste pogovor z gospo Marijo in gospodom Francem Sedlšakom iz Korb, ki sta zelo pogosto že več kot 40 let redno na različnih prireditvah oblečena v narodno nošo. S tem kažeta pomembnost in dragocenost slovenske oblačilne dediščine. Morda bosta pa spodbudila še koga, da si jo bo priskrbel in se tudi sam pogosto preoblekel v narodno nošo, s tem pa je skazoval ponos, da je Slovenec, da je Slovenka. Zakladi naše dediščine.